Hvala, Sabina. Matej je v uvodu zelo lepo napovedal, da je nova realnost nas vse potisnila v novo iskanje rešitev. Mi smo bili glih v času, preden se je COVID zgodil, tudi v dogovarjanju za izpeljavo procesa posvetovanja na temo občinskega prostorskega načrta v občini Piran, kjer je še posebej velik izziv tudi to, kako pridobiti mlade, ker jih večina tudi študira v Ljubljani in je mogoče še malo težje pride do njih. In s tem nekakšnim procesom za občane smo rekli, dajmo počakati, pa dajmo izvesti delavnice v živo, smo se pa odločili za en digitalni posvet z mladimi na temo občinskega prostorskega načrta. In na veliko presenečenje občine je na ta digitalni posvet prišlo skoraj 20 mladih, kar se jim je zdel zelo velik uspeh in je nekako bil nek prvi pokazatelj, kako lahko z enim takim preprostim zoomom, kjer pač mlade vprašamo, kakšen javni prostor si želijo v svoji občini, v bistvu pridemo do kar nekaj zanimivih rešitev, in so predlagali tudi v bistvu zelo konstruktivne predloge. Takrat smo nekako začenjali zelo tako, kot smo v prvi polovici našega digitalnega nastopa na splet uporabljali neka tudi dosti enostavna orodja, kot so Mentimeter pa Jamboard, ampak smo, se mi zdi, dosti na enostaven način pridobili v bistvu kar nekaj zelo zanimivih uvidov. Načrtovali smo tudi kar nekaj aktivnosti v sklopu projekta Zelena kohezija, ki je bil namenjen predvsem temu, da promoviramo kohezijsko politiko. Vemo, da je kohezijska politika ena izmed največjih mehanizmov financiranja, ki ga v Evropski uniji poznamo, pa še vedno ljudje ne vejo, kaj pomeni kohezija. Tako da smo s tem namenom tudi v bistvu skupaj v partnerstvu z RTV Slovenija in z Radiom Koper zaštartali to nekako kampanjo Zelena kohezija, ki se je na Facebooku pokazala kot zelo zanimiva v bistvu in mladi so zelo veliko participirali z nekimi idejami za odločevalce, ko smo jih k temu spodbudili, tako da je tudi to bila ena kar lepa zgodba, kako lahko prek različnih načinov tako vključevanja mladih v neke radijske oddaje, ki smo jih izvajali v tem času, pa potem tudi s kombinacijo nekako Facebooka vključujemo v različne procese, kjer predlagajo neke stvari, ki jih posredujejo potem kasneje tudi odločevalcem. Jaz bi rekla, da je en zelo pomemben element te digitalne participacije tudi vključevanje. Na to res ne smemo pozabiti, ker se mi zdi, da smo tudi preko ESS projektov, ki jih je mladinski sektor izvajal, in glede na to, da je Matjaž z nami, mi smo sodelovali in v projektu Pogon in v projektu Katalizatorji, kjer mislim, da smo tudi v bistvu res videli, kako zelo pomemben element je tudi tega, da lahko vključujemo neke mlade, ki mogoče sicer jih v živo, lahko bi rekla, tudi nikoli ne bi dobili na nekatera usposabljanja ali pa pač posvetovanja, ki smo jih imeli tudi znotraj teh projektov z odločevalci, smo jih pa uspeli pridobiti zato, ker so to bila digitalna posvetovanja in mogoče včasih tudi brez vklopljene kamere in brez vklopljenega mikrofona so te ljudje še vedno sodelovali. Vsakeč, ko smo jih pozvali k besedi, so recimo se nam javili preko četa, tako da se mi zdi, da tudi ni zanemarljiva ta moment vključevanja, ki ga imamo preko spleta, in da tako kot se strinjam zanjo, da gre za neke dopolnilne aktivnosti, včasih ne smemo pozabiti, da je to mogoče za nekatere mlade tudi pač opcija, da sploh sodelujejo in da se pač želijo priključiti nekaterim aktivnostim, kar se mi zdi tudi zelo pomembno. Zato, ker smo se tudi naučili marsikaterih lekcij v vsem tem procesu, smo v sklopu Europe Direct točke, ki jo tudi vodimo, začeli še z enim procesom. Zdaj smo mogli zaključili v torek z 3 aktivnostmi, ki smo jih poimenovali Digi javno, kjer smo pa v bistvu poskušali tudi na drugi strani politične odločevalce, predstavnike občin in institucij v bistvu opolnomočiti za to, kako pa sploh se iti participacijo tudi z mladimi na spletu.
Sodelovali smo z Maticem Primcem, z Simonom Delacordo, ki je tudi danes nam podal uvodni nagovor, in pa s Filipom Dobraničem, ki so vsak predstavili eno orodje, s katerim se oni pač ukvarjajo in ga uporabljajo za participacijo. Poskušali smo nekako nasloviti spletno glasovanje, posvetovanje in spletno sodelovanje. Potem smo pa tudi mi nekako iz teh naših izkušenj, ki smo jih pridobili, predstavili različna orodja, ki se lahko pač uporabljajo v teh procesih, no. Tako da zelo veliko stvari smo se naučili, veliko deležnikov smo v ta proces vključili, bi pa res, mislim, da je naša prihodnost dejansko, no, v tem, da bomo še vedno vsaj sestanke, pa tudi kakšen dogodek vseeno obdržali na spletu. Ravno v torek smo tudi v bistvu uspešno izvedli eno konferenco za več kot 150 ljudi, tako da se mi zdi, da za ene stvari bo digitalno okolje ostalo naša realnost, in mislim, da je to tudi prav, da se vse naučekcije pač uporabljajo in v bistvu nadgrajujejo naše delo, ki ga pa sicer delamo na terenu. Tako da hvala za pozornost, pa z veseljem odgovorim na kakšno vprašanje.